Sem Stanko Pušanjak, strokovno sem zdravnik. Sem specializiral iz ginekologije in porodništva in pač težave v zvezi z, recimo temu, spodnjim nadstropjem, to se pravi vse, kar se tiče spolovil, rodil. In s tem se tudi večinoma ukvarjam. Včasih v šali, kdo tako reče, ja bi me kdaj vzel s sabo v ambulanto, da bi bil jaz tam malo zraven. Vse bom imel belo halo, pa čist jih bom. Ja, ne gre to tako. To nekatere ženske slabše prenašajo ginekologa kot ginekologi njo. Imajo rajše žensko. Sicer ne vem zakaj, ampak recimo, da zadeva ima nek razlog lahko in če potem zraven mene še študent, fant, moški, 2:1, že to ni dobro. Mislim, ne zna biti neprijetno. Tako da tudi na te stvari moramo včasih paziti. To ni pravilo, da je moški nežnejši kot ženska, ampak moški, če drugega ne, spoštujemo neko drugačnost, ki je nikoli sami ne bomo mogli doživeti. To se pravi, smo pri tem vedno nekoliko bolj previdni. Imate tudi grobe moške, o tem ni dvoma. Ampak imamo občutek, da so ženske, ki imajo sicer same neke določene izkušnje, lahko še bolj grobe. Kaj pa vem, meni osebno to ne bi bil problem za konkretno stvar. Ampak ko gre pa za celostno obravnavo, ko ti rabiš vedeti ene stvari, ki se te nič ne tičejo drugače, posebej ne v odnosu znotraj družine, pa jih moraš vedeti za strokovno primerno obravnavo, je pa to mogoče težko ločiti, pa mogoče tudi, če jaz rečem, da to ločim, pa mogoče tudi druga stran tega ne bi verjela, da lahko ločim. Tako da to v medicini nekako velja, da naj bi družinskih članov ožjih pa tekih ožjih sorodnikov ne obravnaval. Da pride pacientka, v mojem primeru, drugače pa pacient, k zdravniku že kar z diagnozo, ki jo je pač sam dognal na nek božji način, ne vem, ali preko Google doktorja, ali pa pač z spraševanjem prijateljic, prijateljev in tako naprej, in pride sam z diagnozo in ko ga vprašaš po težavi, mislim po simptomih, pa po znakih bolezni, se pa sploh ne zna izražati. Sem imel eno tako vprašanje, ki je bilo smešno, ki je pa šlo tudi okrog takrat, ko še internet ni bil tako zelo, to je bilo 20 let nazaj, ko je ena nosečnica jedla češnje, pa je pogoltnila peško in potem mu je grozno skrbelo, da bi ta peška otroku zašla nekam in bi se on zadušil. In kakšen je odgovor? Ja, malo sem ga na šalo obrnil, seveda, normalno. Da sem pač rekel, da naši notranji organi niso tako kot perilo v pralnem stroju, da so kar tam not neki pomešani in da ta peška se ne zmeša kar tako, z otrokom pa z ostalimi organi, ampak da imamo določene poti, po katerih ta peška lahko gre in prebavna cev ima pač začetek in konec in ostane v prebavni cevi, ne gre nikamor. In gre mimo in maternice rodil in mimo otroka in ni šans, da bi prišla do otroka. Ne vem, to bi težko rekel, da sem se kaj dodatno naučil z ginekologijo.
koliko sem spreten, pa mislim, da bi rabil koga drugega vprašati. Ja, verjetno. Kako izgleda normalna vagina? To je slepa cev, ki ima eno posebno oblogo, ki ni sluznica, ki je v bistvu koža, brez kožnih dodatkov, žlez, naprimer. Na koži poznamo lojnice, znojnice, dišavnice, pa lasne folikle. To je koža, ploščat epitel, rečemo strokovno, ki pa nima tega, ne? In je še tako malo nagubana in verjetno z nekim razlogom. In je vlažna. Tam je pač vedno vlažno. Je dolga tam nekje med 5 pa 10 cm, odvisno tudi od uporabe. To pravi, vagine, ki se uporabljajo, so lahko daljše kot tiste, ki se ne. In če se uporabljajo z daljšim organom, so daljše s časoma, to se pravi, se prilagajajo temu. Na koncu se konča v bistvu se slepo konča, ampak vanjo z vrha štrli maternični vrat, ki je kot nek zamašek, ki ima nasreteno majhno lukenco, ki vodi skozi en tak tanek kanal v maternico. In to je v bistvu to. Kadar imam študente v ambulanti, je lahko zelo problematično, če jih je preveč. Enostavno ta prostor ne prenese preveč ljudi. Že če so zraven samo potrebni kadri, sestre, strežnice, pa če jih je preveč, mislim, da se ženska ne počuti dobro. Pridejo študenti v bloku, to pomeni, da jih pride 100 naenkrat v hišo, ali pa tako v večjih skupinah in potem imaš po 2, po 3 lahko pri tem in je težko. Ja, in obesek za ključe, zamašek od špreja. Ja, nečesa. Recimo, pač je not vstal, pa se zataknil z robom in za nožnico in pač ženska tega ni mogla en teden ven spraviti, potem prišla, je bilo to že noter za žrto. Recimo, to je bila ena taka stvar, ko si rabo kar nekaj orodja, da si to dobil ven, na tak način, da nisi še več škode naredil. Ja, njej je bilo neprijetno, mi smo tega navajeni, mi smo zato tam, da pomagamo. Nas nič ne preseneti, sej se potem malo šalimo, ampak ne mišljeno osebno, ampak tako, mislim, na kakšne ideje ljudje pridejo. No, pa seveda tamponi, take stvari, ki se pač redno uporabljajo, pa ženska pozabi, pa pride pravzaprav na pregled zato, ker ima nek smrdeč izcedek, misli, da ima vnetje in seveda se je noter tisto že malo zagnilo. In ko to odstraniš, izpereš, je to ponavadi v nekaj urah v redu. Seveda takih pripomočkov je še cel kup, ampak recimo eno osnovno sredstvo je tale spekulum ali ogledalo. To služi ginekološkemu pregledu, vstavimo ga v nožnico, pač nežno, zato da razmaknemo nožnico, ker nožnica je drugače stisnjena cev. In da razmaknemo in potem skozi tale konec vidimo na drug konec, kjer noter ujamemo ta maternični vrat, ki sem ga prej omenil na koncu nožnice. Tole pa ni sicer model, to je samo ena taka, bi rekel, prenosna igrača, ampak je en predstavnik tako imenovane ultrazvočne tehnologije. Ta tehnologija gre tako naprej, da postaja zmeraj manjša, prenosna, žepna
recimo tale konkretno je dvojna, omogoča hkrati pregled čez trebuh in če jo preklopiš, pregled skozi nožnico, to je vaginalna sonda. A ne? In omogoča, da prideš čist noter do materničnega vratu in potem gledaš recimo v globino 8-10 cm organe, ki jih mogoče čez trebuh ne moreš videti. Upam, boste kaj novega izvedeli, da vam je bilo zanimivo. Mogoče smo komu to že kaj pojasnili. Nasiljenje.